poseben. Taki večeri so zdaj pravzaprav po vsej Sloveniji organizira izhodišče. Ker se pa Kamniku navadno izognejo, Kamnik nekako je res eno podeželje ali ne tako oddaljena provinca, smo se mi odločili, da povabimo gospod magistro Andrejo Valič-Zver, da na eni strani izpolni tisto obljubo, ki nam je bila dana takrat, ko je bila predstavljena knjiga dr. Hančiča, na drugi strani pa seveda, da spregovori o spravi. Mi smo nocojšnjemu večeru dali naslov Sprava, narodna sprava med Slovenci je mogoča, še potrebna, še smo dali v oklepaj. In če danes poslušate recimo samo odzive na to, da bosta ukinjena dva praznična ali pa so praznična dneva, potem lahko vidite, da je sprava še zmeraj potrebna, da nikakor še ni končana, da sploh je ta razkol med Slovenci, ne vem, ali zmeraj večji, ali zmeraj hujši, skratka, ta razkol nikakor ni končan. In sprava je potrebna, ali je mogoča, ne vem. Zanimivo je to, da imamo Slovenci, Slovenci, še kakšen narod, poseben inštitut, ki se ukvarja s spravo. Ne vem, če imajo takšen inštitut še kje drugje. Gospa Zverova je direktorica tega inštituta, ustanovljen je bil za časa ministra Šturma in deluje v okviru Ministrstva za pravosodje. Sprava sama to, sobivanje med ljudmi je pa med Slovenci pa še zmeraj zelo problematično in zmeraj bipolarno. Skratka, gospa Zverova, lepo vas pozdravljam. Gospa Zverova se ukvarja še z drugimi temami, najbrž ste že zasledili, ukvarja se z osamosvojitvijo Slovenije, z demokratizacijo Slovenije, življenjem in delom dr. Pučnika in seveda njeno osrednje delo je pa gotovo vodenje inštituta študijskega centra za spravo. Nocojšnji večer sta si s gospodom dr. Hančičem zamislila tako, da bosta sodelovala, to se pravi, da bo gospod Hančič vodil pogovor, gospa bo odgovarjala, ampak to bo samo en del. Drugi del bo pa tak, da boste lahko vi spraševali in bo potem gospa Zverova odgovarjala. Skratka, želim vam lep večer. Bi še rekla tole, da ne bi se zdaj čudili, gospod, ki tule snema in ki nas je tako osvetlil, je z televizije Exodus, tako da veste. Potem mislim, da ta televizija predvaja na spletu, je na spletu in tam si boste potem te posnetke lahko tudi ogledali. Ne vem, če je še kaj določeno kdaj, morda vam bo gospod na koncu povedal. Skratka, prav je, da se ta tematika kaže čim večkrat, da se o njej govori, morda pa le se kaj doseže. Skratka, želim vam prijeten večer. Torej, najlepša hvala za vašo navzočnost. Tukaj bomo nekako kar nadaljevali pogovor oziroma obravnavo teme, ki smo jo nekako zaključili ravno pred 2 mesecema prav v tem prostoru, ko sem predstavil pač svojo knjigo Revolucionarno nasilje na vzhodnem Gorenjskem. Tako da se bo nekako tematika tudi deloma nanašala na to medvojno obdobje, seveda pa je cel proces, celotna tematika narodne sprave širša kot samo ta medvojni proces, ker vemo, da so bile tudi pač po vojni, so se zgodile mnoge krivice in nasilje tako, da bi danes pregovorili pač v o celotnem dogajanju. In sicer bi najprej gospe direktorici zastavil vprašanje oziroma jo poprosil, da sploh predstavi to inštitucijo,
v kateri delujemo, to je študijski center za narodno spravo. Tukaj v ozadju se vam prikazujejo slike z dogodkov, ki jih organiziramo ali pa ki se jih udeležujemo, tako da lahko vse skozi tudi v sliki spremljate pač to naše delo oziroma da si ga ogledate. Zdaj bi pa res kar končno prepustil besedo naši glavni gosti. Hvala lepa za besedo in lepo pozdravljeni in tudi prisrčna hvala za vabilo, da vam lahko spregovorim in res na ta način nekako izpolnim svoj dolg. No, ampak slišala sem, da je bil dr. Hančič pri predstavitvi svoje knjige zelo popoln in da pravzaprav niti recimo moja prisotnost ni umanjkala. Sem pa zelo vesela, da sem lahko med vami, Kamnik je na nek način, bom rekla, ravno skozi dr. Hančiča zelo prisoten pri nas. V službi se tudi veliko pogovarjamo o dogodkih v kamniškem koncu v preteklosti in mislim, da vam bo dr. Hančič še marsikaj o tej preteklosti tudi povedal v letih svojih nadaljnjih raziskovanj. Bi se zahvalila gospe Humarjevi res za ta prijazen uvod, pa morda dodala še eno informacijo, recimo o moji poklicni poti, na katero sem tudi še posebej ponosna, to je delo v šoli in predsedovanje Društvu učiteljev zgodovine Slovenije v prejšnjem mandatu Janševe vlade, ko smo izvedli en zelo pomemben projekt človekove pravice in pouk zgodovine. In tukaj smo se pač skupaj z učitelji zgodovine iz vse Evrope poglabljali v kršenje človekovih pravic in kako to obravnavamo pri pouku zgodovine. In to je bil, rekla bi, en tak nov svež projekt tudi v evropskem prostoru. In mislim, in še danes sem prepričana, da je pravzaprav izobraževanje tisto, ki je na nek način ključ do sprave. Ampak več o tem kasneje. Kot je povedal dr. Hančič, vodim študijski center za narodno spravo, ki je inštitucija, ki se je izvila iz sektorja za popravo krivic in narodno spravo, ki ga je leta 2005 na Ministrstvu za pravosodje ustanovil takratni minister za pravosodje dr. Lovro Šturm. In prav vloga dr. Šturma tako v slovenskem kot tudi evropskem spravnem procesu je izjemno pomembna, kajti on je bil tisti, ki je v času predsedovanja Slovenije Evropski uniji spodbudil prvi, v angleščini rečemo temu public hearing oziroma nekakšno javno tribuno, javno konferenco v Bruslju na Evropski komisiji in ta public hearing, ta javna konferenca se je ukvarjala z zločini totalitarnih režimov in zato je moral prepričati 26 svojih kolegov pravosodnih ministrov. In imel je težave recimo z Italijani, ker Italijani vemo, da imajo še vedno zelo nerazčiščen odnos do svojega fašističnega obdobja. Dr. Šturmu je to uspelo in 8. aprila 2008 je bila v Bruslju ta prva konferenca in na temelju te konference je Slovenija, slovensko predsedstvo, izdalo tudi zbornik v angleškem jeziku, ki ga še danes s ponosom nosimo po Evropi in ga pokažemo kot, lahko bi rekli, en tak spomenik slovenskemu predsedovanju ravno na tem spravnem področju. Če bi kdo želel ta zbornik, morda za kakšne svoje kolege, sorodnike, prijatelje v tujini ali zase, ga lahko dobi na Študijskem centru za narodno spravo. Imamo še nekaj izvodov. No in ravno tedaj, se pravi aprila, maja 2008, je bil Študijski center ustanovljen z namenom, da proučuje totalitarne režime, ki so pustošili po slovenskem ozemlju v prejšnjem stoletju. Se pravi, tako fašizem, kot nacizem, kot komunizem. Marsikdaj nas vprašajo, zakaj ravno toliko pozornosti namenjamo komunističnemu obdobju. In odgovor je pravzaprav na nek način preprost. Tako zločini fašizma kot zločini nacizma so bili prepoznani kot zločini
in tudi kaznovani. Medtem ko seveda zločini komunizma na to pravzaprav še čakajo. In tako mi v tem trenutku, v teh 3 letih izvajamo 2, kot se reče temu, raziskovalna programa, oziroma eden je raziskovalni projekt, malo daljši. En raziskovalni program se ukvarja z nasiljem komunističnega totalitarizma v Sloveniji v letih od 1941 do leta 1990. Drugi pa je revolucionarno nasilje v Sloveniji med leti 1941-1945. No in z tega področja smo izdali že kar nekaj publikacij, vsega skupaj jih je bilo v 3 letih 8 in ena od teh publikacij je dr. Hančiča o revolucionarnem nasilju na Kamniškem. Mi pač te projekte nadaljujemo in imamo namen izdati take publikacije iz vseh slovenskih pokrajin. Moram pa popraviti gospo Humarjevo v eni zelo pomembni informaciji. Z ustanovitvijo študijskega centra smo Slovenci pravzaprav samo sledili drugim evropskim narodom. Tako so recimo Poljaki že precej pred nami ustanovili inštitut, ki se ukvarja z proučevanjem narodnega spomina. In recimo Poljaki imajo na tem inštitutu zaposlenih 1800 raziskovalcev. In se recimo, če primerjam Slovence in Poljake, ne ukvarjajo samo z raziskovanjem zgodovine, tako kot je naša primarna naloga, ampak tudi vlagajo obtožnice, recimo. Torej so tudi na pravnem področju, bi lahko rekli, nekje korak naprej. Ne? Primerljivi z nami so Čehi, ki so istega leta, torej 2008, ustanovili Inštitut za proučevanje totalitarnih režimov in imajo recimo vsega skupaj 300 zaposlenih. Pri nas na študijskem centru nas je 10 zgodovinarjev in 1 pravnik. No, ampak s to razliko, da Čehi imajo arhiv tajne politične policije oziroma obveščevalne službe. Vsi pa vemo, kako je pri nas z arhivom tovrstne institucije. Še tisto, kar ga je pač ostalo, kar ga niso uničili ali poskrili ali kakorkoli že v mesecih pred osamosvojitvijo, še tisto je mnogokrat že bilo prečiščeno. No, mi smo v dobrih 3 letih našega obstoja organizirali celo vrsto konferenc, okroglih miz, posvetovanj, tudi mednarodnih posvetov, pa ne samo pri nas v Ljubljani. Mi gremo tudi v Maribor, gremo v druge slovenske kraje, gremo v tujino, tako smo recimo v Bruslju že kar 2-krat organizirali mednarodni posvet, pa v Londonu recimo. In izdali smo, kot že rečeno, publikacije, pripravljamo izobraževalne projekte, recimo zelo ponosni smo na projekt Spomenik, s katerim smo se prijavili tudi na sredstva Evropske unije in ki smo ga izvedli s pomočjo sodobnih pristopov, bi lahko rekli, ki so blizu mladim. Gre za mobilno telefonijo. Če čisto preprosto povem, preko mobilnega telefona lahko mlad človek zavrti pač neko določeno številko in izve zgodbo žrtve ali zgodbo kraja, kjer se nahaja. Pa če je ta kraj recimo Kočevski Rog, Teharje ali pa, če hočete, Kamniška Bistrica. No, pri tem projektu smo imeli mednarodne sodelavce iz angleške univerze Nottingham in zdi se mi, da je to projekt, ki bi pravzaprav Slovencem zelo prav prišel. Rada bi povedala še to, da vas že kar zdaj povabim na študijski center, če imate morda kakšno osebno zgodbo, osebno pričevanje, ste zelo dobrodošli. Mi zbiramo te zgodbe. Še enkrat poudarjam, problem slovenskega prostora je tudi pomanjkanje arhivov in ravno zato so te osebne zgodbe, osebna pričevanja tako zelo dragocena. No in mi imamo zbranih več kot 140 pričevanj, naših lastnih pričevanj in seveda sodelujemo tudi z nevladnimi organizacijami, ki se ukvarjajo s preteklostjo Slovencev, tako recimo z Novo slovensko zavezo in drugimi. No in tudi na ta način bi rekla, pravzaprav izpolnjujemo nek civilizacijski dolg, ki nam je pravzaprav še ostal, bi rekla. Morda, doktor Hančič,
Ja. kakšno vprašanje. Zdaj bi mogoče izpostavili oziroma razložili, zakaj je narodna sprava sploh potrebna, saj nekateri pravijo, pozabimo zgodovino, kar je bilo, spet se odpirajo stare rane. Zakaj po vašem mnenju je potrebno, da se ta proces nadaljuje, pa mogoče pod vprašanje, kako recimo pričakujete v tem času ali pa v mandatu te vlade, glede na to, da je bilo rečeno, da se z ideološkimi temami ne bo ukvarjala, pričakujete zastoj na tem področju ali napredovanje, to? Ja, to je vprašanje, s katerim se seveda nenehno srečujemo. Zakaj ne pustimo stvari pri miru, dajmo že enkrat pozabiti, gledajmo prihodnost, nehajmo premetavati kosti in tako dalje, ne. No, ampak jaz bi mogoče kar uporabila nekaj misli iz včerajšnje okrogle mize, ki smo jo imeli v Kočevju, kjer sta bila z menoj še dva strokovnjaka, doktor Janez Juhant in pa doktor Tomaž Erzar z Frančiškanskega družinskega inštituta. Z njimi tudi sicer tesno sodelujemo, tako smo ravno tako na sredstva Evropske unije prijavili en projekt, kjer bi se radi posebej poglobili v vprašanje vrnitve domobrancev v maju 1945 in zdi se nam seveda, da je tukaj potreben tudi nek bolj celosten pristop, ne samo zgodovinarji, ampak da so tukaj potrebni seveda tudi strokovnjaki z področja psihologije oziroma psihiatrije. No in takšen strokovnjak doktor Tomaž Erzar je. In on pač pravi na temelju svojega dolgoletnega proučevanja, da pozaba ni rešitev. Molk ne zdravi ran. Ni molčanje tisto, ki nas rešuje, ne, ampak je govorjenje, dialog, pogovor, pripovedovanje o strahu, ki ga imamo v sebi, o teh temnih plateh naše preteklosti, o osebnih zgodbah, ki jih imamo vsi. Torej, pravzaprav lahko bi rekli, da nobena slovenska družina ni bila neprizadeta, tako ali drugače, s te ali z one strani. In te zgodbe Slovenci nosimo v sebi, jih ne dajemo na dan in doktor Erzar pravi, da srečuje ljudi, ki hodijo k njemu na terapijo in po nekaj pogovorih ti ljudje začnejo govoriti o zgodbah svojih staršev, starih staršev, se pravi tretje in četrte generacije in vedno pridejo do druge svetovne vojne. In pravi, to je neverjetno, ne. In to so ljudje, ki pridejo k njemu, ljudje s težavami, ljudje, ki so, ne vem, alkoholiki, zlorabljajo mamila ali imajo kakršnekoli druge težave. Torej, in teh ljudi je ogromno, ogromno. In zadeva pač niso tako nedolžne, a ne, vedno se je treba vprašati, zakaj smo Slovenci, mislim, da tretji na lestvici samomorilnosti med evropskimi narodi in tako dalje, a ne. Kaj je to v nas? In zato je treba govoriti. In jaz vam to pač ne govorim kar tako na pamet, ampak imam tudi tukaj, bom rekla, lastno izkušnjo, ki sem jo pač že večkrat povedala in tudi objavljena je bila iz moje lastne družine, ko se pač o, bom rekla, boleči preteklosti, o smrti mojega dedka ni govorilo in se je začelo govoriti šele po letu 1990 in take zgodbe so med nami Slovenci izjemno pogoste. A bi mogoče to zgodbo vsaj v parih stavkih predstavila, to, da bodo še ostalo samo v parih stavkih, to, da bodo vedeli za ta primer? Torej, moj dedek je bil zdravnik v vasi pod Storžičem in bom rekla žrtev pravzaprav 3 totalitarnih režimov. Kot primorski Slovenec je bil najprej pregnan iz takrat fašistične Italije in je moral pač študirati
v Gradcu in v Pragi in v Gradcu. In se ni smel vrniti domov niti za očetov pogreb. In potem, ko je doštudiral za zdravnika, ga je takratna jugoslovanska oblast prestavila v to vas pod Stožičem in tam je opravljal svoj poklic, se je poročil in tako naprej, 4 otroci so se rodili in prišla je nemška okupacija in seveda, kot vemo, za nemške vojake, za nemško oblast so bili najbolj nevarni župnik, zdravnik, učitelj. In v zdravnikovo hišo so naselili nemško policijo. No in fantje, oziroma en fant je bil mobiliziran, tako da družina se je znašla v tem vrtincu vojne in zdravnik je pač med vojno opravljal svoj poklic, tako kot ga vedno v vseh okoliščinah opravlja. In zdravil vse, ki so prišli k njemu. Barva pač ni bila važna. In morda je bilo ravno to usodno, oziroma družina je potem, ko je raziskovala ta primer, domnevala, da je usoden bil klic oziroma poklic v partizansko vojsko, se pravi ta prisilna partizanska mobilizacija leta 1943, na katero se moj dedek ni odzval. In kazen je prišla ne leta 1945, ampak leta 1948. Lahko bi rekla, da se je zgodila pač zelo kruta stvar, ne. Sredi noči so ga poklicali k domnevnemu bolniku in ga pričakali na cesti sredi noči in ga dobesedno potolkli. Uradni vzrok smrti je bila nesreča pri delu. In tako je pač družina skrila svojo bolečino navznoter. 4 otroci so ostali brez očeta. In če pač moja nona, stara mama, ne bi pristala na to uradno verzijo, Bog ve, kaj bi se zgodilo, ne? To pa lahko vsi samo ugibamo. Moram pa reči, seveda, da ta uradna verzija je bila pozneje postavljena na laž, ko je moj pokojni oče zelo podrobno raziskoval ta primer in govoril s pričami, ne s pričami dogodka, ampak z ljudmi, ki so slišali krike, klice na pomoč in tako naprej. Vedeli tudi, kdo je to naredil, to se je vedelo, a ne. Skratka, no, to je moja osebna zgodba, ampak jaz poskušam pri svojem strokovnem delu puščati te, bom rekla, boleče občutke pri strani, tako kot kirurg, ko operira, ker to so tako boleče zgodbe, ki jih mi poslušamo vsakodnevno, da če bi za vsako jokal, bi pravzaprav izjokal že vse solze. Nam lahko recimo razložite, na katere težave se naletimo ali pa naletite, ko se ukvarjate pač s to problematiko. So tudi, bi rekel, nekatere so tudi bolj pravne narave, nekatere so pa seveda čisto, bi rekel, ideološke in, bi rekel, osebno tudi nekako pogojene. Pri tem mislim recimo tudi na to nedostopnost arhivov oziroma pomanjkanje tega, potem tudi zelo velik problem je tudi pač to varstvo osebnih podatkov in tako naprej, ne, ki veliko bolj ščiti velikokrat storilca kot pa žrtev, čeprav uradno razlagajo, da to ščitijo ravno zaradi žrtve. Bi mogoče še o tej problematiki malo povedala? Ja, hvala za to vprašanje. Zdaj, ko govorite o težavah, ne, težave so tukaj zato, da jih pač premagujemo. Ko jaz primerjam ta slovenski spravni proces z evropskim, ugotavljam, da smo naredili korake na tej poti, ampak seveda nam pa še veliko manjka. In ravno včeraj je bilo vprašanje, ko smo bili v Kočevju v zvezi s kočevsko spravno mašo julija 1990.
kaj je to pomenilo za slovenski spravni proces. Jaz pravim, da je bilo to simbolno dejanje, pomembno, ampak zgolj simbolno, čeprav so nekateri mislili, da s tem je pa vse zaključeno in pač glejmo zdaj v prihodnost. Ampak s tem so se stvari pravzaprav šele odprle in lahko bi rekli, da so kosti šele začele siliti na dan in danes vemo, da na Slovenskem beležimo že čez 600 prikritih grobišč. Recimo sredi 90-ih let je veljalo, da je takih prikritih grobišč okrog 100. Bog ve, kaj vse še skriva slovenska zemlja. No, naj omenim tukaj recimo zelo pomembno delo, ki ga je opravila Pučnikova parlamentarna komisija sredi 90-ih let in na temelju te komisije, dela te komisije je 2 leti nazaj išla knjiga Poročilo o pobojih, ampak jaz mislim, da je išla mnogo prepozno. Zelo pomembno delo opravlja vladna komisija za popravo krivic. Mislim, da je številka primerov, ki so jih rešili, okrog 30 000. Potem vladna komisija za reševanje vprašanj prikritih grobišč ali, če hočete, včasih slišimo tudi Dežmanova komisija, ki je v času predsedovanja Jožeta Dežmana res opravila pomembno delo, ker je pritegnila k sodelovanju strokovnjake, kot je recimo dr. Mitja Ferenc, in z to arheološko metodo sondiranja in topografije opravila izjemno pomembno delo. Potem so tukaj nevladne organizacije, recimo Novo slovensko zavezo sem že omenila, pa posamezniki, kot je recimo dr. Juhant, ki pripravlja posebne konference o spravi in zdaj ta cikel okroglih miz po Sloveniji. No, ampak vendarle, nekaj izzivov bi pa mogoče tukaj vam predstavila, pa morda kasneje v pogovoru še kakšno stvar dorečemo. Dr. Hančič je omenil pravno plat spravnega procesa, ki je izjemno pomembna. In pravne presoje celovite medvojne in povojne problematike na Slovenskem sploh še nimamo. Imamo nekaj posameznih pravnih ocen, ki so jih prispevali recimo predvsem dr. Lovro Šturm, potem en zelo obetajoč mladi pravnik, ki je študiral v tujini, dr. Jernej Letnar Černič, in pa tudi na Študijskem centru za narodno spravo imamo sodelavca, ki tudi pripravlja doktorat iz tematike povojnih pobojev, to je Boštjan Kolarič. Torej imamo, bi rekla, nekaj mladih pravnikov, ki grejo v to smer pravne ocene. Problem pri nas na Slovenskem je pa objektivna razprava, torej razprava, ki bi potekala brez pregretih čustev in brez obmetavanja z blatom. Problem na Slovenskem je tudi to zanikanje vsake odgovornosti za povojne poboje in ironija, kruta ironija pri nas je, da imamo zločin, imamo mrtve, nimamo pa zločinca. Bi pa rekla, da je tukaj en problem, ki smo ga danes že omenili, prav neobstoj arhivov. Neobstoj arhivov in zato ni trdnih dokazov. In ravno to pomanjkanje trdnih dokazov je pa pravzaprav glavni razlog za to, da je skoraj nemogoče dokazati utemeljenost suma, da je kdorkoli storil kaznivo dejanje hudodelstva zoper človečnost, za katerega vemo, da ne zastara. Potem bi jaz mogoče ostala še malo na pravnih tleh, čeprav nisem pravna strokovnjakinja, ampak vendarle, vprašanje o genocidu. V mednarodnem prostoru se je ponovno odprla ta razprava o genocidu oziroma lahko bi rekli policidu ali politicidu, torej eliminaciji političnih nasprotnikov, ki se je zgodila pri nas na slovenskem ozemlju po vrnitvi skoraj 14 000 domobranskih, jaz ne bom rekla vojakov, zato ker to niso bili samo vojaki, to so bile tudi ženske, to so bili starejši ljudje, to so bili tudi mladoletniki in skoraj vsi so izginili v različnih moriščih. Potem seveda, morda kot tretji, ampak
včasih ga niti ne bi dal človek na 3. mesto, ampak kar na 1. mesto, da pri nas ni bila izvršena nobena oblika lustracije. Torej, ko se srečujemo v evropskem prostoru z državami, ki so imele, tako kot mi, totalitarni režim, je bila izvršena vsaj neka oblika lustracije, kakršnakoli že, ampak vendarle, tudi če samo na simbolni ravni, tudi ta je pomembna, pri nas pa nič, ne. Se pravi, ljudje, ki so v preteklosti kršili človekove pravice, so še vedno ostali na svojih mestih. Ja, in pa nenazadnje, politična raven spravnega procesa je izjemno pomembna. Čeprav morda se kdo z mano ne bo strinjal, jaz vedno pravim, da za spravni proces je potrebno več ravni. In tukaj pravo smo že govorili, izjemno pomembno je zgodovinopisje, izobraževanje in nekateri postavljajo na prvo mesto osebno raven. Ja, prav gotovo, osebna raven, brez te ni sprave, a ne, mi moramo, bi rekla, odpuščati in iti preko in razumeti in vedeti. Ampak vendarle, glejte, politika je pa tista, ki je dolžna ustvarjati okolje za spravo. Če na simbolni ravni dobivamo sporočila, da je pač neka tema drugorazredna, je to izjemnega pomena. Pa karkoli je že ta človek mislil ali pa so ga dobili na levi nogi ali kakorkoli že, to je simbolno sporočilo. In žal slovenska politika do zdaj ni bila sposobna dati nekega sporočila o spravi, nekega skupnega temeljnega sporočila. In spet bom rekla, da vse druge evropske države, ki so se soočali s totalitarizmi, so na nek tak ali drugačen način ta simbolna sporočila vendarle dala. Pa če se spomnimo tistega klečanja Willija Brandta pred spomenikom Varšavski ustaji, pa če omenimo recimo skupni francosko-nemški zgodovinski učbenik ali pa skupni nemško-poljski zgodovinski učbenik, ki nastaja, ali pa, ne vem, odpiranje arhivov v Moskvi, čeprav simbolno, sprejemanje deklaracije v Bolgariji in tako dalje, še bi lahko naštevala. Pri nas pač politika tega ni naredila in ne vem, če je v tem trenutku pravi trenutek, tako kot me je dr. Hančič vprašal. Ja, jaz pa vendarle poudarjam, da se ne pogovarjamo o ideologiji, ampak se pogovarjamo o nekih temeljnih civilizacijskih vprašanjih. Kaj pa je drugega kot civilizacijsko, da pokopljamo svoje mrtve? Svoje mrtve so pokopavali že ljudje v prazgodovini. A smo mi kaj slabši? Mogoče bi samo malce šli ven iz same Slovenije, ker smo prej pozabili še opozoriti na to, da se naš študijski center udeležuje tudi razprav oziroma raziskovanja holokavsta, in sicer eden od naših sodelavcev, magister Renato Podbersič iz Nove Gorice, se tudi ukvarja, je tudi vpisal doktorat na to temo, tako da se ne ukvarjamo samo z narodno spravo med Slovenci in raziskovanjem medvojnih dogodkov v Sloveniji oziroma na to ideološko partizanska, protipartizanska stran, ampak tudi, bi rekel, v širši evropski kontekst na slovenske razmere. Ja, res je, kot sem že prej dejala, nas je zgolj 10, ampak bi nas bilo lahko v tem trenutku 20 ali pa 50, ker se odpira toliko področij, toliko neraziskanih belih lis slovenske preteklosti, da včasih človek prav strmi.
Tukaj morda še ena misel v zvezi s slovenskim zgodovinopisjem, za katerega se včasih zdi, da je zelo zamrznjeno nekako v času in prostoru. In nekateri naši kolegi pač nočejo razumeti, da je osnovna naloga zgodovinarja, da raziskuje in da odkriva nova dejstva. In na temelju teh novih dejstev se dokoplje do novih spoznanj. In včasih poslušamo očitke, ja, kaj boste zdaj napisali, novo zgodovino, delate revizijo zgodovine in ne vem kaj še vse. Zgodovina je, oziroma zgodovinopis je konstantna revizija. In edina stalnica zgodovinopisja je njegova sprememba. No, kar se pa tiče sodelovanja z kolegi iz Evrope, je pa to zelo intenzivno in mi smo se zelo hitro vključili v ustanavljanje Evropske platforme spomina in vesti ali Evropskega združenja spomina in vesti, ki ga je v svoji resoluciji predvidel Evropski parlament, ki je v začetku aprila 2009 sprejel to znano resolucijo o evropskem spominu in zavedanju. No in v dobrih 3 letih se je to evropsko združenje, ta Evropska platforma tudi, lahko bi rekla, dokončno oblikovala in bila ustanovljena lani v oktobru v Pragi in sicer pod pokroviteljstvom češkega, poljskega in madžarskega predsednika. To je bilo zelo, bi rekla, zelo slovesen podpis in mislim, da je bil to zelo pomembno dejanje. Zaenkrat združuje ta platforma 21 inštitucij iz 13 držav, torej med njimi tudi Študijski center za narodno spravo. Jaz osebno sem bila izvoljena v izvršni odbor te platforme in bom rekla, da mi je to res v posebno čast. Ta platforma bo pa delala razne projekte, različne, od izobraževalnih, raziskovalnih, razstave, publikacije in tako naprej. No in konkretno, če me vprašate, v letošnjem letu, v začetku junija, bo v Evropskem parlamentu mednarodna konferenca, ki se bo ukvarjala s pravno oceno zločinov totalitarnih režimov. Torej tisto, o čemer smo danes že govorili, gre pravzaprav za nek, lahko bi rekla, preizkus razmer, ali so že dovolj zrele, da bi morda lahko ustanovili celo nek mednarodni tribunal, ki bi se ukvarjal z zločini, torej, kot sem že prej rekla, nacizma in fašizma so bili v glavnem obsojeni, Nürnberški procesi, spomnimo se, ne. Medtem ko zločini komunizma seveda imamo pa precej več težav, ne. Tako da to je treba, bi rekla, na mednarodni ravni. Mikrofon je za kamero. Ja. Tako da zdaj mogoče sem videla že kar nekako veliko stvari načela, pa mogoče tudi črpala, bi mogoče zdaj kar predali besedo poslušalcem oziroma udeležencem zbora oziroma predstavitve. Mogoče bi kakšen od vas kaj vprašal, kaj povedal, podal svoje mnenje o tem. Ja, gospod Valentin Zabavnik. Če dovolite bi 2 minute, ne? Se rešlo roka gor, pa tako, ja, da so bolj... Glejte, jaz sem prepričan, dobro večer vsem, ne? Jaz sem prepričan, da je sprava potrebna zato, ker bi sprava v slovenskemu narodu pomenila več kot novo osamosvojitev, ne? Dobili bi eno ogromno energijo, Slovenci kot narod, ker bi šli takrat začeli normalno delati, normalno živeti, normalno komunicirati in ustvarjati. Zdaj to ni možno. V vsaki stvari, ker ta delitev kjerkoli se tako začne. Ampak sprava ni možna. Ni možna, ne? Zato, ker druga stran v narekovaju, ne, tega ne dopusti svojim
svojim uporom. Prisoten je strah, da vam pa povem, zakaj to govorim, iz lastnih izkušenj v naši vasi, kaj smo mi naredili, recimo zadnjih 20 let. Leta 95, v Tuncah pri Kamniku, smo naredili spomenik žrtvam druge svetovne vojne. Vsem žrtvam. Prej je bil spomenik, ki je pa gor rdeča zvezda, z rdečo napisana imena, 18 žrtv. 18 je bo pa zamolčanih. In oče od oče, od Ivanke, je rekel, dajmo postaviti spomenik še tistem 18. Ki jih ni. Je rekel županja, ne bomo delali 2 spomenikov, ali bo eden, ali pa nobeden. Smo se vzeli skrb, vedeli smo, kjer so, in smo šli do njih, če ste za to, da so napisali na skupni plošči, pa vsak prispeva 100 mark takrat za stroške nove plošče. Plošče se pa idete pogledati, ker boste v Tuncah, ampak kaj se je naredilo? Torej, nobeden ni bil proti. Vsi so bili takoj za, brez pripomb, smo mi to naredili. Torej, iz tega, jaz sem prepričan, da je med tem ljudmi že zdavnej prišlo do nje vrste sprave, ki jo lahko rečemo pomiritev. Ker teh ljudi nihče ne drži v oblasti. Ker so ti z njima v kontaktu, nisi njegov gospodar. On se takrat odpre in je takoj za to. Inštitucije so tiste, ki tiste ljudi na drugi strani imajo v svoji posesti, da lahko z njimi manipulirajo. Te ljudje so se že zdavnje med sabo spravili in se pogovorili in normalno živeli en z drugim. Vse to bomo, da so tudi familije, ki se poročajo med sabo. Kaj se naredi? Ta plošča, mi smo prejšnjo ploščo umaknili, nismo jo stran vrgli, ampak smo jo namestili na drug mest, znotraj tiste stavbe. Nastal je grozen pritisk, da more prejšnja plošča nazaj, ker je prejšnja plošča kulturni spomenik nacionalnega pomena. Vsa ta obeležja so zaščitena iz to dikcijo. Kulturni spomenik nacionalnega pomena, kar pa nova plošča ni. In zdaj se v praksi dogaja, v naši vasi je že zdavnej ta pomiritev in sprava narejena. Pri temu spomeniku so vedno sveče, dočim tam, pri tismo starno spomenika, je pa samo za 1. november tist venc, ki ga pač Zveza borcev polaha vsem, in cel let ni nobene sveče več. Torej, iz tega primera jaz trdim, da je v bistvu ena sprava že dosežena. Ni pa možna uradna sprava, pa ni možna, ker druga stran tega ne dovoli. Ker ne dovoli resnice. Edina rešitev jaz vidim v tem, da bi mi dobili, a pa ko bomo dobili enega predsednika države iz tako močno avtoriteto oziroma ugledom, da bo okrog sebe spravil nekaj ljudi, ki bodo to v miru preštudirali in naredili en tekst tak, te sprave, jasno pa je, da moramo mi prej vse te ljudi, vse te žrtve pokopati. Dokler tega ni, bo ta narod trpel. In ta narod grozno trpi. Gospa Valičeva je prej točno rekla, da je nekaj v temu narodu. Poglejte, kako so familije po 40-50 let na smrt skregane med sabo. Dokler bo familije skregane med sabo, ne moramo pričakovati, da se bo narod obnašal. Če se pa obnaša, se pa obnaša hinavsko. Konc koncov, Mi se delamo, ne vem kakšne pravične že resnic, se znamo kregati za ne vem kaj do konca. Poglejmo politične stranke. Kakšen sovražnik je nekdo, ki v lastni stranki recimo nekaj drugače razmišlja. Ga izključijo in ga ne pogledajo več. V vseh strankah se to dogaja. Strankarsko življenje, prvič ni demokratično, vsi se bi šli eno revolucijo. To se nam dogaja 20 let po osamosvojitvi. Mi nimamo kulture pogovora. 100 stvari je, ki jih se moramo mi pogovarjati, ta sprava
Jaz sem s tem ljudmi, ki odhajajo iz tega sveta, ki so bili udeleženci te vojne. Da se ti z njima pogovarjaš, tem ljudjem je veliko hoj, kot mi mislimo. Ampak oni javno ne smejo nikdar pristati na spravo. In do konca trpijo. Bolj kot mi, veliko bolj kot mi, ki danes sta relativno neobremenjeno v tem govorimo. Oni pa to ne morejo, ne smejo. V tem je problem. Druga stran o tem ne sme govoriti. Kjer so ujetniki, ja, opustite, so ljudje, ki bi meni govorili, 5 let, ko so umirali, so samo to premišljali. Pa sem prišel k njemu, nisem prišel zaradi tega, ampak so se samo to pogovarjali. Kaj je bilo narobe? Mi smo bili, pred vojno smo bili prijatelji, smo peli, smo telovadili, smo vse počeli, po vojne pa to ne. Zakaj jaz ne smem biti več njegov prijatelj? Povejte, da se še danes nam dogaja v tem življenju. Brez vojne se nam dogajajo spori, umetni, ne vem kakšni, ker ne moramo preko njih. Torej, narod je, v narodu je res, kako dr. Andreja pravi, nekaj je znam narobe. Kako to začeti? Dajte, prosim, narediti nekaj, da bo mladina, ki vstopa v ta življenje, obremenjena s tem stvarmi. Jaz mislim, da te stvari more eno res ugledna skupina ljudi rešiti, ampak tako, ne? Na tak način, ki bo potem, kar naenkrat bo to dozorelo, enkrat bo dozorelo, ampak upam, da nekaj ne. Problem je to, pogledajte, konec koncev tudi te proslave zanimivo dražo še. Tam se gleda samo, kdo je bil in kdo ni bil. Ne? Največ prekršek je, če bi nekdo od tistih prestopil, ko se pravi, se spokoril in bi prestopil. On je uživosan izdajalec, to je narobe. Čeprav bo govoril svojo resnico, življenjsko. Jaz sem to, v tem stvarih sem jaz 20 let noter živim in točno vem, da je to tako. Ampak kljub vsemu hvala za to. Res hvala lepa za tole vaše razmišljanje, s katerim se povsem strinjam. Morda to ste res dobro rekel, morda še ni dozorel čas, a ne, ampak jaz bi rekla, da jaz sem optimist, pač, če ne bi tega delala, kar delam in mislim, da moramo delati naprej. Tudi, če so majhni koraki, ne, moramo delati na tem, ker, glejte, če ne se nam zgodovina lahko ponovi v najbolj kruti obliki, a ne, ker dejstvo je, da če stvari niso razrešene, enkrat planejo na dan. A ne? In vemo, da je Prva svetovna vojna bila pravzaprav posledica nerazrešenih nasprotij iz preteklosti. Druga svetovna vojna, pa če naštevamo še vojna v Bosni in tako naprej in lahko še in še naštevamo. Skratka, zgodovina se nam bo ponovila in tega si nihče od nas noče za svoje otroke, za svoje vnuke. In tako kot ste vi rekel, mlade je treba ozaveščati. In tukaj se tudi povsem strinjam z vami, da Slovencem zelo manjka demokratične kulture in to je tista prenova na polju demokratične kulture, ki smo jo mi nujno potrebni. Dr. Jože Pučnik je pisal o poškodovanosti mentalitet, pa da ne bo kdo to razumel narobe. Gre za ljudi, ki so pač prizadeti zaradi okolja, v katerem so živeli, ne? In pranja možganov, če hočete. Ne? In to je treba reševati. In on pravi, da morda bodo morale miniti 3 generacije, da bodo te mentalitete spet normalne. Ne? Govorimo o vračanju v normalnost. Lejte, če sem reč, vi ste rekli, da na Poljskem je inštitut kako že spomina. Narodnega spomina, ja. Ampak tam je zame čisto nekaj drugega. Poglejte, če gre se recimo
vzame to znak. Če greste recimo po poljskih cerkvah. Po poljskih cerkvah imate plošče temu generalu, temu poveljniku, onemu vojskovodi iz te vojne, iz one vojne, iz tretje vojne. Pri nas kaj takega ni mogoče. Pri nas bi recimo to povzročilo tudi zaradi tega, ker pravzaprav se ne da reči, kdo pa je tisti, recimo, ker ni nikogar pravzaprav za vse sprejemljivega. Pri nas je neka posebna situacija, zato recimo tam nimajo inštituta za spravo, ampak imajo inštitut za raziskavo, bi rekla, spomina, raziskavo dogajanja. Dajte, mi smo recimo v Kamniku, takrat do začetku po osamosvojitvi, smo izdali zbornik žrtev na Kamniškem. In ko se je to pripravljalo, je pravzaprav bil takšen strah, kakšen bo odmev, kaj se bo pravzaprav zgodilo, ali bo to potem povzročilo neko razburjanje, nek odpor. Pa se pravzaprav ni zgodilo nič. Dejansko je bil ta zbornik sprejet brez vsakega vznemirjanja, kar se je rekel, to bo povzročilo vznemirjanje javnosti. Ničesar takšnega se ni zgodilo. No, bi pa morda bil zdajle en tak primeren trenutek, da bi spregovoril o zborniku pa o iskanju podatkov, ker to je bila ena velika stvar, to je bila komisija, ki jo je vodil profesor Šuštar, da bi morda profesor Šuštar povedal o tem, kako je v Kamniku, to je bilo neke vrste spravno dejanje, kako je to spravno dejanje potekalo, pa kakšne so bile težave. Ker težave so bile, pa so bile bolj na eni strani kot na drugi strani. Če rečem, težave so bile bolj na naši strani kot na drugi strani. To je bilo zelo zanimivo. Strah je večji na tej strani. Potem je recimo vprašanje, zakaj recimo ta naša stran bolj zelo, bi rekla, manj sovraštvom vse to sprejema. Ker recimo druga stran reagira z enim groznim sovraštvom. Pa če recimo je samo vprašanje, ali bo 2. januar praznik, ali bo 2. maj praznik ali ne. Reagirajo s takim sovraštvom, da človek sploh ne more verjeti, da je en tak dan, kot je 2. maj ali 2. januar, toliko enega sovraštva vredi, toliko groznega sovraštva in da pljuvanja potem to povzroči. No, skratka, Nina, lahko ti poveš v tej komisiji pa v nastajanju zbornika. Vse lahko sledimo. Seveda. Namreč, doživljali smo tisto, kar je tipično še za nas. Se v bistvu ni spremenilo. Vi samo spregovorite z ljudmi o tistih časih, se potegne nazaj, ničesar ne ve, ne upa se, ta strah je še zmeraj prisoten. Zdaj, a se bo kdaj spremenilo, a se ne bo, človek pričakoval z novo vlado, da se bo, ampak a priori so se dogovorili, v ideološke probleme se ne bomo spuščali in se bojim, da se bo to nadaljevalo. Enako odnos, kot so ga ljudje ali pa so ga imeli do zdaj, se bo to nadaljevalo. Zakaj ta strah, je popolnoma jasno. Možgani so bili oprani in so še zmeraj oprani pri starejših ljudeh. Mladi pa z roko zamahnejo, to se nas ne tiče, zlasti še, kjer je tista krilatica med ljudi, ne preštevajte kosti, to se pravi brez vsake etike, brez vsakega odnosa do pokojnih, kot da se to, da nima smisla. Zanimivo, mi se lahko pogovarjamo o holokaustu, o nemškem terorizmu oziroma terorju. Lahko se pogovarjamo o Srebrenici in vsi znamo obsojati. Če pa gremo na naše probleme, na hudo javno, na rok, na pehanje in tako naprej,
Tam je povsod red. Več ničesar si nimamo očitati. Tako so nas učili, tako so nam prikazovali in tako je. Žal. Zato pravim, da ko je bila prva Janševa vlada, se je marsikaj naredilo. Zdajle bi človek pričakoval, da se bo nadaljevalo, da se bo spet kaj naredilo. Samo je vprašanje, ko bo mandat minil, bo ta vlada tako popljuvana, da ničesar ne bomo narediti. Ker iz preprostega razloga 2. maj, kot je Mareta govorila, samo na to se obešamo, kje bi še škodovali. Te nepopularne poteze, ki jih mora vlada narediti, med ljudmi ne pa dobro bile. Tistih so dolgo dni pričakovali. Toliko. Zdaj, jaz se bi zahvalil Marjeti, pa tudi vam, ker sta to problematiko sprožila, ker jaz mislim, da je to recimo, kot je prej gospod Valentin govoril, da so oni v okviru vasi naredili to spravo, da so vse mrtve dali na eno ploščo, je v bistvu na občinski ravni, pa še zraven, no, ker je še upravna enota Kamnik, je še občina Komenda zraven, ste vi res veliko delo tudi v slovenskem merilu naredili, da ste takrat, zaprav, kot posledica, bi rekel, te Demosove občinske vlade, kolikor časa je bila, ne, da ste v bistvu označili vsa ta povojna grobišča, zlasti pa, da ste naredili zbornik vseh žrtev druge svetovne vojne, ker to šteje v bistvu za zgodovino, ker vse tiste seznami žrtev, recimo, ki jih je prej delala partizanska strana, pa Zveza borcev, je samo polovico zgodovine zajemala, samo en del zgodbe. Vi ste pa res naredili to, kar bo potem ostalo za zgodovino, ker je ena osnova, iz katere se potem lahko izhajajo tudi ostale raziskave, bolj podrobne, bolj specialistične. Je pa to, bi rekel, tako kot je Valentin rekel, da so v Tuncah postavili krajevno spravo oziroma tablo krajevne sprave, ste vi v bistvu naredili s to knjigo tablo občinske sprave. Tako da jaz mislim, da je to res pomembno, sploh zato, ker mislim, da ni veliko občin v Sloveniji, kjer bi ta projekt pripeljali do konca, sploh pa tako uspešnega, pa potem je tudi ta knjiga doživela po natis, tako jaz upam, da bo čim prej tudi na internetu, zato, ker danes, prej smo se pogovarjali o tem, kako mladino nič ne zanima in tako naprej, mladina danes vse stvari išče na internetu in prej, ko najde en podatek, prej tisti podatek uporab, ne glede na to, koliko kvaliteten je in od prihaja. In zato mislim, da je nujno, da je to delo, ker je zelo kvalitetno, da gre tudi čim prej na internet. Samo še, mogoče bi se malo navezal, pa bo potem mogoče tudi gospod poslanec, ki se nam je zdaj pridružil, nadaljeval, to, kar ste rekel, da bi mogla pač ta nova slovenska vlada, oziroma zdaj pač druga Janševa vlada več narediti. Jaz mislim, da bi lahko veliko več naredila, če bi imela ta pomladna stran, je
jedro te vlade, recimo SDS pa Nova Slovenija, če bi imela skupno v parlamentu vsaj 45 poslancev. Tukaj imajo pa recimo vse te pomladne in popladne stranke sta 44 poslancev, potem je pa od Desusa pa kakšne posebne ideološke podpore pa pri teh projektih pa ne moramo pričakovati. Tako da je tu treba gledati na to realnost, ki je v slovenskem parlamentu, a ne, da imamo mi, a ne, to, da je pa do tega pripeljali in da se recimo ena stran, politična levica, lahko tako burno odziva na vsako potezo vlade, je pa tudi kriv medijski prostor, ker tisti, ki ima medije, ima tudi oblast. In vi veste tudi zdaj v okviru družinskega zakonika, pa to, koliko ene pristranskosti je bilo v zvezi s tem. Tako da se je treba seveda, pričakovanja so recimo z naše strani velika glede te vlade, tudi da bo na tem področju veliko naredila, samo moramo se pa zavedati realnosti, ki vlada v parlamentu, kjer ima recimo ozka pomladna stran ima recimo samo 30 poslancev, potem če vzamemo še ljudsko stranko zraven je 38 poslancev, kar pri Listi Virant pa pri Desusu pa itak ne moramo šteti, da sta na desni strani. Tako da je treba pač to upoštevati. Jaz bi rada samo to povedala, da se zbornik lahko digitalizira in se spravi na digitalno knjižnico Slovenije. Samo potrebujemo soglasje zaradi urejenih avtorskih pravic in potem to ni več veliko dela, da se to spravi na digitalizacijo. Lastnik je občina, skratka kriv. Ja, skratka treba se dogovoriti z občino. Jaz mislim, da pri tem ne bo težav, če bo zastor. Niči zastor. Za njega. Prosim, ja. Prej je gospa Varičeva povedala, da imamo zločin brez zločincev. Tu, in v tej situaciji pa nasploh, kako smo, ne razmišljamo. Osnovna postavka filozofska razmišljanja je nič ni majhno ali veliko, razen po primerjavi. Pa poglejmo, rekel, dva zločina. Srebrnica. Za Srebrnico pravijo, da je bilo v genocidu umorjenih 8500. Mediji nam govorijo in poročajo samo to, to je bil največji zločin po drugi svetovni vojni. Pa še nekaj. Izračunali so, da je za ta genocid bilo potrebno cirka 19 000 udeležencev. Pa poglejmo, zločin po poboj domobrancev in vsega drugega po drugi svetovni vojni, kjer je bilo menda, rekel, pravijo po oceni 15 000 žrtev. 15 000 žrtev, zločinca pa nobenega. Če je za Srebrnico za 8500 potrebnih 19 000, koliko je bilo potrebnih za ta zločin po drugi svetovni vojni? Treba je razmisliti. Ko ti nekdo reče to in to, pa ti nekdo nič, poslušaj, če je bilo za Srebrnico treba in tako naprej, mislim, to razmišljanje. Če ne bomo tistim, ki nam hočejo povedati, da je to bagatelno, da to ni nič, če mu ne poveš tega, potem nisi storil nič. Tudi v vsakdanjem življenju, tudi vsak dan se javi priložnost, da mu rečeš, poslušaj, a mi lahko poveš, kdo in kdaj je ustrojil Belo gardo. Ali mi lahko poveš, ali je bila kakšna borba partizanska, ko so Nemci po kapitulaciji Italije prodirali v Ljubljansko pokrajino. In tako naprej, in tako naprej.
Rekel, te stvari je treba primerjati in to na ta način razmišljati. In tistemu človeku imaš prav, vendar vzemi še to in to. Če je... Gospod od televizije želi, da bi zdaj govoril stav. Gospod od Exodusa želi, da bi kdo zgovori ustav. Ja, saj jaz sem končal, ne? Ja. A še poslanci videl, ja. Predvsem, recimo, če vzamemo, predvsem 19 ljudi za genocid v Srebrenici in zdaj se pa čisto lepo strinjamo, da ga ni bilo, da ne moramo najti nekoga. Ja, poslušajte, se smo mi neumni, ne? Ja, mislim, ko bomo enkrat to govorili, poslušajte, dopovej mi, da je to lahko brez zločinca, toliko ljudi pobitih. Samo nič drugega. Samo on sebe, čudež ali nekaj. In še kljub takih zarev. To je, rekel, ampak to razmišljanje, nič ni majhno ali veliko, razen v primerjavi. Poslušaj, primerjajmo to. Primerjajmo. A mi lahko dokažeš, da se je lahko zgodilo slučajno? Kako nam tam najdi zgodovinar govoriti v odmeri, kakor je to čist bagatelno. Je rekel, ta zgodovinar je rekel, enkrat sem ga poslušal po televiziji, pravi, ja seveda so po vojni partizani delali, rekel, tudi hude stvari, se so morali zaščititi tisto, kar so priborili. Ja, če moraš pa ti zločinam ščititi tisto, kar si priboril, pa ne vem kaj, kam pridemo, ne. Dobro, hvala lepo. Tako da vem, da mogoče gospod, ja. Gospod me je večkrat, pa bomo ostali. Večkrat me moti, torej za 14.500, to je obupna številka 10. ogromna. Ampak večkrat me moti, v slovenski zemlji je 190.000 Hrvatov pogledali. Gospa, ste verjetno dobili iz Zagreba inštrukcije, da ste dobili mogoče, da jih je 190, do 190, vse skupaj 250.000. So zelo različne številke, en govorijo od 100 in pa 100. Mesece, recimo 6.000, to pa samo za informacije, ne. Torej, dobili ste tudi, mogoče ste videli, angleški oficir iz štaba, admiraliteti je poslal 500.000 Hrvatov bežnih proti Avstriji. 500.000, ste videli original? Mislite, ne? Vse več teh dokumentov. Ali pa to je, recimo, dokumentov je ogromno, kako je 3-4 dokumentov. In to vse kaže. Kar je Ribičiču za Borsa Kidriča pohiti s pobijanjem kmalu bo amnestije in tako naprej. Ampak general Kočevar, danes smo prešteli v Dravogradu 120.000 Hrvatov, oprostite, da samo Hrvati ne govorim. Tudi Črnogorci, torej, v slovenski zemlji so ljudje. Duše so njihove tukaj po naših hribih tavali. Toliko da vam je jasno. In zdaj 120.000, to niso bile vojaki, ampak družine in tako naprej, v teznom njih je pa 40.000. In tako naprej. Nočem tukaj zdaj tole, ampak zelo je začelo od Drvara 1944 let. Pa še prej. In to rekel, 7 točk tisti znani, vse, kaj beži, vse likvidira. In to v Sloveniji. Prega so daleč od hiše. In tako naprej. No, torej, samo toliko, da za 14.500 je potrebno toliko likvidatorjev, za 150.000 in tako naprej. No, toliko samo za dopolnitev. Še je to, prosim? A bi mogoče še po poslanski bo že prej izvan nekako? Dobro večer, sem skupaj, da sem malo slabem glasu, malo tiskajoči glas, ki mi glasu poladuje, ampak sem že zmogel. Najprej glede prizadevanja vlade.
mislim, da je dr. Hančič lepo razložil. Eno je želja, drugo pa je politična realnost. Desno, tradicionalno izvorno desne politične stranke imajo v slovenskem parlamentu v tem trenutku 36 politik. Ne morem ga naglašati, koliko je politik. Imajo izvorno politične standardne stranke 36 poslanskih glasov, ker je za kakšne kolevistne premike premalo. Ne vam pa rečem eno stvar, da je pa ta vlada vendarle nekaj naredila. V nedavni razpravi v državnem zboru, ko smo govorili o ukinjanju, združevanju, priključevanju različnejših državnih porabi in drugih agencij, je gospa Potrata zelo jasno in zelo na glas razlagala, da bi mogel biti študijski center za narodno spravo eden izmed tistih prvih agencij in uradov, ki bi ga mogla ta nova vlada ukiniti, ker menda, da ne upravlja dobro delo, da ne dela kvalitetno in tako naprej. Žal pa je to eden izmed redkih agencij, ustanov, ki se pa za raziskovanjem naše pretekle zgodovine sploh ukvarja. In verjemite mi, da če ne bi bilo te vlade, potem bi bila zelo velika verjetnost, da bi v zdajšnji gospodarski situaciji tega študijskega centra ne bi bilo več. Prav, vse en konkretni prispevek, ki se ga da zelo konkretno povedati, te vlade je in to je, da bi ta študijski center ostal, zato je, ker je pomembno za raziskovanje slovenske polpretekle in polpretekle zgodovine. Naslednja stvar, ki mene kot mlajšega človeka oziroma kot mlajšo generacijo moti in me boli, da sem vendarle mislil, da bo pa naša generacija tista, ki bo pa zmogla te okope prestopiti in narediti neko spravo. Ampak žal, prav mojo generacijo, ki s to vojno ni imela prav nič zastrupljajo starejše generacije, ker jih hujskajo. Tak tipičen primer je, če pogledate prispevke na komercialnih televizijah tam okrog 27. aprila, spomnim, mislim, da je bilo lansko leto poseben prispevk iz pohoda v Božici, kako so mlade 10 let, 11-letne punce in fanti razlagali, kako je bilo vse tisto na eni strani dobro in kako je bilo na drugi strani vse zanač. Problem, ki ga imamo, in to je največji problem, je, da se slovensko zgodovino tam od leta 1930-40 naprej razlaga samo črno-belo. Imamo samo dobre in imamo samo slabe. Vse vemo, da zgodovina ni črno-bela, ampak je tudi siva. Da imamo pošteno povedano na obeh straneh zločince in tudi dobro ljudi, ko pač je. In dokler si tega ne bomo priznali, potem sprava ne bomo možna jo doseči. In čisto osnovni pojmi, razumevanje osnovnih pojmov manjka. Včasih ne bo rekel, da pri Juri, jaz sem v šolo hodil samostojno Slovenijo čisto, da mogoče še kaj o tem, ampak včasih pri Juri zgodovine nismo mogli petico, če nisi rekel, da je bila to narodno-osvobodilna borba in revolucija. Zdaj, na to revolucijo kaj veliko več nadajo, v revoluciji se nič več ne govori. Govori se samo o narodno-osvobodilni borbi. Zdaj, pogledajte vi nekega malega človeka, ki se v detalje ne spušča in na eni strani vam govorijo, imamo narodno-osvobodilno borbo, ki se je borila za to Slovenijo in imamo na drugi strani izdajalce, izlinge in ne vem koga še vse, ki so zelo okupatorje. Logično in normalno je, da se bo vladi ljudje čustveno navezali na tako imenovano narodno-osvobodilno borbo. Svoje naredila tudi, kot ste rekel, znanjem organov, vzgojitelji v osnovni šoli, na fakultetah so odraščali v nekem drugem sistemu in razlagajo zgodovino tako, kot jo oni čutijo, da je pravilno. Mislim, da to se potem odraža v vseh naslednjih generacijah in se nekako je učitelj nam nerodno povedati, zakaj je nastala vaška straža, zakaj je nastalo demografstvo in ker te pojmi niso razčiščeni, potem se nam dogaja to, kar se nam dogaja. Uskanje in odmikanje sprave. Zato bo zelo pomemben, kako šolski sistem prilagoditi novim dejstvom. Veste pa, da je spreminjati to, kar učijo v šolah, izjemno težko, tudi zato, ker so posebni logiki, ki tega ne dovolijo. Ogromno se je pričakovalo takratne prve Janševe vlade, takrat bistvenih premikov ni bilo mogoče doseči, zdaj so pa spet takšni časi, da če se bomo skozi poglobljeno ukvarjali in delali, bomo pa spet deležni učinsko, če že nas gospodarstvo ne zanima nas pa samo zgodovina.
Se bom počasi zaključil, ampak še ena stvar je, se pravi, bistvena stvar je, da se bomo začeli poučevati drugače v šolah, to je temeljna in osnovna stvar in tukaj vam povem vse, da recimo jaz v osnovni šoli in na gimnaziji in potem tudi kasneje na fakulteti, pri urah zgodovine, naprimer, smo delali vedno vse ofenzive leta 45, niso nam niti povedali dobro, zakaj so vaške strahe nastale, ampak vse ofenzive 45 leta smo dali 6, medtem pa nas niso nikoli seznali oziroma nam povedali, zakaj je nastala samostojna Slovenija. In potem se spet čudimo, zakaj mlada generacija nima nekega odnosa do samostojne Slovenije in naše države. Ker stvar je čisto preprosta. Če ti eno stvar se ti zdi samoumevna, ker danes mladi ne vejo, zakaj je samostojna Slovenija nastala. Enostavno ne vejo. Se mi zdi, da to je pač padlo z neba in ker je samoumevna, jo ne znamo oceniti. Čisto drugačen primer je na primer Hrvaška. Skratka, prva stvar je šolstvo in to bo proces, ki bo trajal, jaz upam trditi, da več kot 20 let, traja rečem 40 kot 20 let, to je dolgotrajen proces. In druga stvar je pa mediji in pa obramba tako imenovanih privilegijev. Jaz razumem generacije oziroma duše funkcionarje, duše vodilne ljudje, ki so na nekem drugem sistemu odraščali pomembne pozicije zauzemali, ki so izkus učili, da je tako, tisto, kar so oni delali, tisto, kar so oni zauzemali, poudarjali, da je to edino pravilno, da se pa vi predstavljate, da bi prišel nek trenutek, ker bi mogli oni sami sebi in tudi vse slovenske javnosti priznati, da to ni to. Mrsi kakšen položaj bi bil postavljen pod vprašaj. In ko govorimo o najvišjih vrhovih, tistih, ki bi mogli biti največja moralna avtoriteta, kot je predsednik republike, se nam zgodi, da ko je v parlamentu odkrit bivši SDV-ovc, Mitja Maršol, je to v redu, je to stvar preteklosti, je to stvar 40 let nazaj. Ko je pa odkrit nekdo, ki je preplomkal diplomo ali pa je celo kupil, tega pa poziva, da takoj odstopi. Nimam nobenega problema, da ga poziva, da je takoj odstopi, ampak problem je dvojnih meril, da mora biti obeh enak, da ni bil. Skratka, sem že predolg, hodil sem reči, da proces do narodne sprave bo dolg, na tej poti ne smemo obupati in mislim, da pri teh stvareh, ko takšni študijski centri, kot dovod gospa Varič, tudi igrala ključno vlogo in ne bi bilo nič narobe, če bi še kakšnega imel, ne pa dobi še kakšnega ukinu. Hvala lepa. Ima kdo prvi, če dovolite. Jaz predlagam, da vi zaključite. Hvala lepa. Želela sem samo pač nekaj, bi rekla, mojih razmislekov na vse te besede. Hvala gospodu Toninu in pa vsem vam ostalim, ki ste povedali res zanimive stvari, nekatere so tudi za mene nove, ampak kot že rečeno, dr. Hančič nam zelo redno poroča o teh stvareh, ki so se dogajale in se dogajajo na Kamniškem, tako da imamo kar precej vpogleda. Mogoče samo par stvari, se zelo strinjam gospodom Toninom in s tem sem tudi začela svoje predavanje, da je izobraževanje tisti ključ do sprave. In se mi zdi izjemno pomembno, recimo eden od projektov Evropske platforme je priročnik za vse šole Evropske unije, v katerem bodo zgodbe žrtev. Ampak to na en, bom rekla, način, ki je mladim blizu, morda bo to celo strip, ne vem. Skratka, nekaj, kar bo lahko učitelj vzel v roke in primerjalno, vi ste govorili o primerjavah, poljska žrtev, Jud, ne vem, Slovenec in tako dalje. Skratka, hočem reči, da z mladimi je treba delati in prav gotovo je to izjemno pomembno. In meni je zelo žal, da je imel pač gospod Tonin smolo s svojimi učitelji zgodovine, ampak jaz pravim, da tudi vseh učiteljev ne smemo metati v en koš. So sijajni učitelji, ki so že v tako imenovanih svinčenih časih znali tudi kaj drugače povedati. In recimo jaz sem ravno pred kakšnimi 14 dnevi srečala svojega bivšega dijaka, ki je zdaj župnik v Kranju
In je rekel, se vi ste pa že takrat govorila o totalitarizmih, pa kako je to, ko te recimo prisluškujejo in tako naprej. Ja, glejte, učitelj mora pač imeti hrbtenico. Če pa nima hrbtenice, potem pač govori tako, kot mu naročijo in tako, kot so ga naučili na fakulteti. Ampak še enkrat poudarjam, to je zamrznjeno znanje. Kot učitelj se moraš ti stalno izpopolnjevati, ne pa ostati na tistem nivoju, kot so te učili na fakulteti. To je samo začetek, samo osnova. Izvolite. Pred 60 minut, torej leta 52, na Realki Ljubljanski je bila ena taka afera, kjer so jamarji odkrili tam v Krimski jami noter kupanih trupl v vseh uniformah. Čisto vse, to je vse letelo noter. In potem nam je profesor Bauken pri tistih urah latinščine povedal na stvar, ki se jo večkrat spomnim. Prav, briljantna je tista, so zapisi od Julija Cezarja o Gajski vojni. Ampak to ni resnica. Je rekel, pravo resnico dodajajo še vedno odkrivajo, kaj se je dogajalo, pa kaj je on lepo napisal. Mislim, da je takrat odgovoril na ta način na isto stvar. Je pa zanimivo, da takrat je med drugim sem alergičen na vse te debate, ki zdaj grejo, ampak spomnim se tudi, da nam je takrat 2 ali pa 3 latinske pregovore povedal, ki si jih nisem zapomnil, so pa v okviru še pred tem molkam nastopih lahko še povem. Prvič, družina so starši in otroci. Prvotna družina, ki je pa čist jasna, sta mati in otrok. To je razložil. Prav pa še Latinci so rekli, da je ta najtežja zaradi tega, ker za očeta se ne ve. Mislim, in iz tega danes hočem povedati, nam je že tudi takrat povedal, da nekatere spremembe, in jaz sam ugotavljam, da pred mnogimi leti sem fajn nastradal, ki je bil zakon o združenem delu. Takrat so nam pamet solili z ozdi, tozdi, pozdi in tako naprej. Sprostituirali so pojem podjetja in je prišlo do nesoglasja s skupom drugih pravnih aktov. Isto se dogaja, recimo zdaj, to bo posledica tudi teh sprememb oziroma prave posodobljenja pojma družina. Kar se pa tiče tiste vaše zgodbe, torej, samo to bi dodal, se strinjam, da ta proces traja in bo še trajal. Zgodbi vašega očeta bi pa dodal zgodbo kamniškega slikarja Staneta Cudermana. 46. leta so ga najdli pri naravnem mostu v Bistrici in je takrat, meni se zdi, Mečinski samo gotovo na enem mrliškem listu piše utopitev, na drugem piše samomor. Je rekel, ampak svetovna literatura pa ne pozna, da bi nekdo delal samomor s tem, ko je imel še napol prežvečen sendvič v ustih. Ampak hočem povedati, tudi še po vojni se je to izvajalo. Pa mogoče sam to ponovim še, da kar poglavni grejo vedno. Za Titanom so bili menda ena hrvaška formacija, mi smo pa, ne vem, 14 dni morda ne, ampak teden nismo gledali procesijo, ki je šla v Kamniško Bistrico. In vedno se spomnim, kadar berem Maestrovo pesem Gospa z gori, kjer je ena taka množica, ki je bežala pred Soško fronto, so se te umikali. In takrat sem prvič v življenju popa videl, ene 2 sta bila. In tukaj je dejansko mogoče tista pripomba bila umestna, razčistiti moramo za naša imena, domača imena, ampak teh imen tukaj gor pa sploh namo vedeli in res so med nami. Ker v Kamniški Bistrici je torej številka, ki so jo priznali nekje med 4 in 5 tisoč, še več. In tisti, ki so v Bistrici, tisti, ki smo mi po dnev gledali,
so morali biti pravoslavne, kjer so imeli popa sabo, z brado, z dolgo obleko, tam so bile same, kako bi rekel, starci, otroci, žene so bili tam. Za Titanom tistih 300 so bili pa vojaki in je zanimivo, sem to kot pričevanje mu dal, da se včasih, kadar se spomnim na se spomnim samo 3-4 žensk, kjer so pač eni tiste škorne ogledovali, ta drugo je vse megleno in pa tisti 4 partizani, ki jih je ta zmeda pobrala, ker so nazadnje od lastnega ognja padli. In ti smo otroci takrat gledali. Rekli so pa nam čudne stvari. V glavnem spomnim se, da me je oče poklical v klet, kjer so se pogovorila, pa mi je rekel, da o tem zdaj ne smemo nič govoriti. Po moje se je kar bal, da se bomo zraven znašli. Je pa res to, da to, kar delate, in tudi na tisti kamniški zbornik ponosen sem, zaradi tega, ker je takrat profesor Šuštar, ko je tole pelal, prvič sem se zapomnil takrat, ker je rekel, po 4-5 grem, da se mi malo odprejo, potem pa tudi, ko se je boril za to, da so zapisani vsi. Je rekel, vsi so naša kri. Mislim, to je ena stvar in to, kar tudi vi počnete, to bo tudi ostalo. To pa, da je pa zdaj potrebno na sodobna sredstva spraviti, je pa pač tako. Za mene je to zaprto, sem prestar. Mladi pa bolj verjamejo tistmu, kar vidijo na internetu, kakor pa če še ne vem kakšno razpravo dobijo. Hvala. Ste zelo dobro povedali. Potem bi pa mogoče res zaključili. Z mladimi bi jaz pravzaprav zdaj zaključila, ker jaz pa vendarle nisem tako črnogleda glede mladih in moje izkušnje so drugačne. Jaz sem dolga leta stala v razredu in vem, da se da mlade zelo navdušiti. Zelo navdušiti. Navdušiti se jih da pa predvsem z zgodbo. Zgodovina je zgodba. In če je to zgodba njihove lastne družine, in prej smo rekli, da vsaka slovenska družina ima zgodbo iz tega časa, in jaz sem vedno spodbujala svoje dijake, prineste zgodbe svoje družine, pa so nosili vse sorte zgodbe, tako z različnih strani. In to so bile tako dragocene in tako z veseljem so to, pa slike so prinesli, pa svoje družinska drevesa so delali in potem smo se o tem pogovarjali. In mi na študijskem centru tudi izvajamo projekt Moja zgodba, družinska zgodba in gremo s tem med mlade. In mislim, da je mlade treba na ta način doseči z nekim, bom rekla, osebnim stikom. Učitelje je treba pa opremiti z orodji, da bodo sposobni pravzaprav spodbujati na ta način svoje dijake. In tako kot je rekel gospod Tonin, v prejšnjem mandatu Janševe vlade, ko je bil narejen nov učni načrt za zgodovino, so se začele stvari obračati. Lukšič je to spravil v predal. Jaz zdaj upam, da bo nova vlada to potegnila iz predala in začela tudi izvajati. Če dovolite, bi pa za konec eno misel prebrala enega družboslovca, ki se ukvarja z demokracijo, ker mi se zdaj pogovarjamo o stvarih, ki so pomembne za prihodnost. In on pravi, ta družboslovec John Keane, pravi takole: pozabljanje oziroma spominjanje napačnih stvari je nevarno za demokracijo, ki nam ni dana enkrat za vselej, ampak moramo zlasti mladim generacijam vedno znova pripovedovati zgodbe o njenem nastanku in poskusih njenega uničenja. Hvala lepa za vašo pozornost. Društva Svetega Jakoba. Vendarle moram povedati, da sta nocojšnji večer organizirali dve društvi. Eno je to, ki sem ga omenila, drugo je pa društvo Demos na Kamniškem, ki tudi želi gojiti, njegova želja je tudi gojiti spomin, kot recimo pravite, da Poljaki delajo. Zato prosim predsednika društva, inženirja Igorja Podbrežnika, da še on spregovori nekaj besed. Za zaključek, seveda. Jaz sem prvo res samo
par stavkov povedal, napreden se magistri Bajiči še zahvaljam za tak večer. Jaz sem zelo vesel, da smo danes tako gostje društva Svetega Jakoba. Žal je do tega prišlo zato, ker v Kamniku pravzaprav društvo Demos nima kje nastopati in se nam je zdelo primerno, da se zberemo tukaj. Društvo Demos na Kamniškem se je za letošnje leto odločil, ne da bi se sploh dogovarjali, da bomo letos odprli te teme. Ne mislim te teme, da bi poskušali posegati v neke še vedno nezaceljene rane. Ampak želimo, da se odpre razprava o naši prihodnosti. In naša prihodnost bo možna, ne mislim moja, jaz mislim, da govorimo o prihodnosti mojih otrok, o prihodnosti, upam, tudi mojih vnukov, da bo malo drugačna. Kot je rekel poslanec Tonin, ja, ni samo šolsko. Vse, kar je javnega, vojska, policija, javna uprava, na koncu koncev občinska uprava. A vi mogoče ne opaste v vseh teh službah še neke ostanke totalitarnega režima. A veste, jaz to vse že tudi nosim. Vsi, ki smo v tistem času živeli, se znamo tako obnašati. Vse o tem se zdaj veliko piše. Ampak, dobro, gospod Skamon se sicer pravi, da ne, ampak jaz mislim, da nezavedno nosimo v seboj neke vzorce. Dobro. Jaz jih nosim. In tudi pri mojih otrocih vidi, da se nosim. Prejšnji teden sem se posvetoval z magistrom Vujanovičem, torej direktorjem te gimnazije v Kamniku. On bi zdaj rad posnemal gospod Škrinjerevo, ki je bila približno 1 leto direktorica Ciriusa, no mi temu rečemo Kamnik invalidnega doma, ne? In ona je zdaj tam uvedla, med drugim tudi to, da bodo drug teden oni tam odprli domovinski kotiček. To je velika stvar. In zdaj bi gospod Mojanovič to tudi rad. Jaz sem pa njemu rekel, jaz pa lahko zvitam še kaj drugega. Ti pripeljem brigadirja Krkoviča, pa še koga. Ponudil sem tudi vašo inštitucijo in on je navdušen na tem. Rekel pa je, da obstojajo določene težave, da pravzaprav smo vsi skupaj, da pridem na začetek, smo vsi skupaj navajeni, da nas mora nekdo v to poriniti. In tisti, ki lahko v to porine, je pravzaprav so določene spremembe, ki se morajo zgoditi na Ministrstvu za šolstvo, na Ministrstvu za obrambo, na Ministrstvu za notranje zadeve, drobne spremembe, ne velike, ki zahtevajo od teh profesorjev, da določene stvari naredijo. Vi ste jih naredila, drugi jih pa ne. In to je magister Mojanovič meni povedal, tako to je. In zaradi tega smo se mi tudi odločili, da bomo letos v Kamniku nadaljevali s tem. Jaz upam, da bomo tudi pripeljali tukaj v to dvorano predstavnike Zbora za Republiko. Moramo pa tudi to povedati, da pa skupaj s to organizacijo, ki smo jo danes uspeli predstaviti, bomo pa naredili še en večji dogodek, ravno zaradi tega, da glede na to, mi smo v Kamniku poskušali že leta 90 narediti nekaj, kar se nam je zelo zalomilo. Med drugim vam lahko povem, da je v zapisniku pisalo, da je kamen počel in da zato nismo mogli postaviti tiste piramide. No, mi smo potem tisto piramido postavili, ampak zdaj tisto piramido premetavajo po časopisih, enkrat je to spomenik sprave, enkrat je to piramida, enkrat je to nekaj in tako naprej. Tukaj, takrat je bilo to prezgodaj. Ampak to, da smo pa... To je piramida na pokopališču, ne? O pokopališču. Ja, o pokopališču. Ampak zdaj tam svečki gorijo, že, ne? Druga stvar je bila pa ta, da smo uspeli označiti vsa grobišča, znana takrat. To je bilo, mislim, da leta 1994 je to uspela in pa potem
to, kar je danes že profesor Šuštar vse sporočil nam, ta knjiga, ki jo ljudje še želijo imeti. Ta knjiga je pravzaprav za tiste, ki imajo noter svoje ljudi zapisane. To, kar sem pa jaz prej govoril, je pa za ljudi, ki šele prihajajo. In to se mi zdi bistveno za tiste. Tako da jaz sem vam, magistra Palica, da ste danes prišla. Jaz sem prepričan, da boste tudi prišla z vašim možem Milanom, takrat, ko bo volilno kampanjo vodil, in se vam zahvaljujem za današnji čas.